Torej, so me vprašali, oziroma prosili, da povem nekaj o sebi. Jaz sem prevajalka, Danica Radar, to ste že verjetno ujeli. Morda ste tudi brali moje knjige. Prevajalstvo. Zakaj sem se začela z njim ukvarjati? Pravzaprav je švedščina razlog, da se z njo ukvarjam, oziroma prevajam, zatem, da sem bila rojena na Švedskem. Pravi, sem celo življenje nekako dvojezična, sicer sem živela v Sloveniji, potem študirala v Sloveniji od 6. leta naprej, tako da je potem slovenščina moj prvi jezik vseeno, oziroma je definitivno dominantni jezik. Sem pa tudi pozneje študirala na Švedskem, švedščino smerjo na Univerzi v Londonu. Potem sem se začela ukvarjati s prevajalstvom. Ne vem zakaj, vedno sem rada pisala, knjigo nisem prva začela, oziroma ne, lažem, bile so tehnični prevodi prvi, potem pa literatura. Moram reči, da sem tam se vedno toliko leti, čeprav mi obogatiš z njimi ne, ampak so pa nekaj izziv, ker mi je pač lahko izražam svoje pisanje, svoje spise, ki sem vedno dobro pisala. Torej, ne ukvarjam se pa zgolj s prevajalstvom, sem tudi učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka v Stockholmu in Kopenhagnu. Potem pa poučujem kitaro, klasično kitaro, in sem pač neka posebna Suzuki učiteljica, to je pač neko mednarodno izobraževanje. Tako da delam trenutno v zadnjih letih, poučujem v glasbeni šoli v Stockholmu, oziroma Nacka, in pa delam se ravno kot prevajalka, učiteljica, skratka. To je precej stvari, ki počnemo, ampak pravzaprav so pa vse na koncu z jezikom povezani ali pa z glasbo. In tudi v končni fazi je glasba. Den här stenen är den vackraste. Det var den du dök efter. Långt ner i havet. Den är perfekt, vit, oval, len. Jag vet inte om du kan läsa vad jag skrivit, men jag tyckte i alla fall. Det blev fint med rött nagellack. Jag hjärtar dig till månen och tillbaka, står det. Jag älskar dig till månen och tillbaka. Če vas zanima, kako to zveni v slovenščini, si sposodite prevedeno knjigo Kraljica smeha. Rekla najprej tole, ta roman je pravzaprav prvi roman, ki sem ga delala, oziroma otroški mladinski roman, ki je pravzaprav primeren tudi za odrasle. Prvi ne roman za splošno, ker teh pač obsežnih knjig imam druge založbe precej, ampak prvi mladinski roman za založbo Zala. Tako da jaz upam, da ne bova samo pri tem ostali, ker je bilo pač zanimivo. Sicer jaz moram priznati, da sem pred tem, preden sem delala za založbo Zala otroške knjige, imela manj tega, no. Nekaj je bilo pred leti, potem pa precej dolg časa nič, oziroma za mogoče malo starejše 10-letnike, no potem so prišle pa te knjige slikanice za mlajše, se pravi za od 6 pa 8, 10. In je bilo to nekaj poseben izziv zame, postal pravzaprav, ne, raven to, ne vem, mislim, da me je nekdo zadnjič vprašal, ja, na drugem pogovoru, kaj je pač težje, lažje, bom rekla, seveda ti vzame, po obsegu ti vzame več časa takšna knjiga. Je pa dejstvo, ne, da se pa mogoče celo več poglabljamo z manjšo knjigo, z manj obsežno in z majhno, nižjo starost in potem debatiramo. Ne vem, se mi pozna 10 let prebivanja v tujini ali ne, ampak tudi imam nečake, ki so toliko mlajši, tako da nekako sledim temu jeziku, ampak je vedno izziv, recimo, kako zaplesti z jezik ali pa zakomplicirati ali ne, ali ga pretirano poenostaviti, pa da obenem še vedno otroke vzgajamo nekako jezikovno. Tako da ja, dejansko bom rekla, kaj je bilo lažje, težje. Mislim, oba dva sta zanimiva, ne. Vedno pa je nekako, bom rekla, izziv manj besedila narediti, pa za primerno starost narediti dobro besedilo. In ja, in tukaj absolutno, ne da bi sploh Mateji bilo potrebno omeniti, je dejstvo, da mi odlično sodelujeva, da jaz vedno rečem, da moji prevodi potem postanejo boljši, ko jih obdelajo še uredniki in korekturni bralci in tako naprej, vsi za mano, ne. Sicer potem skupaj pač vstaknemo glave in ugotavljamo razne izraze.
ampak je dejstvo, no, da se mi zdi, da sem hvaležna za takšne založbe, ki pač malo dodatno se vzamejo čas za tudi tiste, ki to še delajo, ne, vse to pač tega ne počnejo, ampak recimo, da imamo čas debatirati in se prepirati o teh izrazih včasih, ne. Jaz sem pa zelo poznana po tem, ne vem, a sem edina med prebivalci, da knjigo si izjemno opremim z opombami in potem mislim, da zdaj že malo pretiravam, ampak se mi zdi, da čutim neko potrebo po razlagi ozadja. Ker zame pač kulturni oziroma sama ozadje neke določene knjige pomemben, ker mi je pač blizu. Jaz pač meni je to domače, jaz sem bila rojena tudi na Švedskem, tako da v bistvu zame je pač švedska kultura del mojega življenja ves čas in mi je verjetno veliko lažje kot pa drugim prevajalcem razumeti neko ozadje, neke male podrobnosti, pa seveda tudi jaz negativne besede, ki jih ne poznam, pa jih potem raziščem, tako kot vsak jezik, ne, se je to, da govoriš en jezik, še ne pomeni, da ga obvladaš. Govorim tudi o slovenščini v končni fazi, imamo pač takšne različne zvrsti in tako da je vedno prostor za izobraževanje, učenje. V tem smislu je tako, no, zdaj ta Jenny Egerfeld je pač ta avtorica, ki smo mi zdaj nazadnje preverili in pač tudi nagrajena oziroma podprta strani Evropske unije, ne, Ustvarjalna Evropa. Mislim, specialno v tem projektu, ko smo ga imeli, zastopana z 2 knjigama, no, druga 2 prevajalca, vsak z eno, no, tako da zdaj smo imeli malo več dela, da predstavimo, pa mene ni tukaj, no, tako da smo poleti poskušali malo izkoristiti to, pa kakšni Zoom dogodki še bodo, no, to je prednost pač te pandemije, no, po eni strani, da smo se te nove načine začeli uporabljati, ko pa je kar Mateja rekla, da smo pa v stiku, imamo pa se, ja, te sodobne aplikacije, bom rekla, če gledam pred leti ali pa danes, kako nam lahko zbližujejo družine, založnike, karkoli. Vi ste bili v to vrženi, no, mi smo pa to že prej poznali več, ker smo pač se povezujeli z družino preko raznih stvari, pa samo lažje je. Tako da jaz v bistvu se pravim. Jenny Egerfeld je, kot rečeno, jaz sem njeno eno knjigo že prevedla pred leti za drugo založbo, za založbo Miš. No, to je pa neka novejša knjiga, ki si rekla, da je bila, jaz sem zadnjič gledala, smo dobila je, ja, Avgust je za to knjigo, prav za to, in je tudi ona bila prejemnica neke knjige švedske nagrade, Avgust in potem Astrid Lindgren imaš tukaj napisano tudi, tako da jaz se tako nikoli ne gledam te stvari, jaz v bistvu vedno pogledam, kaj je v romanu in potem prevedem, ampak je dejstvo, no, da je tudi ona nagrajenka, zato je tudi dosti odmevna. No, očitno se to odraža v tem, kar si ti rekla, da so zdaj, ko ste vi kupili, je bilo 8 založnikov ali 6, no zdaj jih je že 20. Vsi bomo recimo, da se vrnemo na tisto, kar si rekla na začetku, naprimer izbor knjig in tako naprej, kaj je prevajalstvo, oziroma zakaj se odločamo, ne. Ker si rekla, da je pač odvisna recimo od pri teh jezikih, ki naprimer niso tako pogosti, ali ki jih ti ne govoriš, da kaj malo damo na svet prevajalcem, jaz moram reči, da se tega izogibam, oziroma rečem, prosim, ne bi tako, no, ok, mislim, preberem, rečem, dobro, meni je tako, ampak je pa dejstvo, da nek založnik ve bolj, kaj bo nekaj šlo v eno, jaz se s tem ne ukvarjam, oziroma ne poznam trga, v smislu trga bralcev. Meni je lahko neka zgodba fascinantna, pa morda ne bo, ne, tako kot mi se je enkrat z eno knjigo zgodilo, tako da nekako rečem, no, zadnja beseda je tvoja, jaz ti povem meni pač, kako je jezik, kaj je zgodba, potem rečem, da je prosto zopet angliški prevod, da se prebereš, ali pa recenzije potem res poiščemo, no, se pravi, da nekako te neko merilo, recimo. Tako da jaz se izogibam temu, da bi preveč vplivala oziroma preveč imela besede, to lahko priznaš, da rajš ne, da ti ne, oziroma kar vam pač njim predlagam. Ampak je potem nekak seveda en občutek, pa dobim jaz vedno pri vsaki knjigi, ki jo preberem, oziroma ali pa pač prelistam, ne, kakšna je, da vidim, ali meni potegne, ali recimo imen, izziv, kaj pač mogoče malo bolj take tradicionalne vrednote, oziroma tradicionalne bolj take, da sežejo v srce in potem nekako grejo, no. Te zgodbe nekako se mi zdi, da vse slikanice do zdaj, da so bile luškane, no. Tako ali knjigce, ali slikanice, ali ta konkreten roman pa pač, da ima neko težo, oziroma da nekaj da, ta pa resno, tako
res sem vesela. No, jaz sem za njega vesela, ker se mi zdi, da bo tudi bralcem všeč. Je napeta, kljub vsemu. Oziroma zate je pač neka prednost, ker nas imaš naš čas, recimo, lahko z nami. No, pa se pravi, jaz potem, ko pogledaš izbore, sem zadovoljna z vsakem od teh knjig, no. Tudi za Zlate hruške smo hvaležni, oziroma sem jaz hvaležna, kateri dobim, rečem, saj res pa nekaj pa je, ne. Tako da to pomeni, da pač delamo še naprej.